V letošnjem že 8. dnevu odvetniške pravne pomoči pro bono je sodelovalo več kot 200 odvetnikov, ki so državljanom ustno posredovali splošne informacije v zvezi z njihovimi pravnimi vprašanji in jim predlagali pravne možnosti za njihovo rešitev. Dogodek poteka v sklopu praznika Odvetniške zbornice Slovenije, ki v letošnjem letu praznuje 150-letnico organiziranega odvetništva na Slovenskem. Pro bono dan brezplačne pravne pomoči, ki ga organizira Odvetniška zbornica Slovenije, poteka letos že 8. pod pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta Pahorja, na kar smo še posebej ponosni. Letos poteka ob velikem jubileju, ob 150-letnici Odvetniške zbornice Slovenije oziroma organiziranega odvetništva na Slovenskem. V tem letu je Odvetniška zbornica ob tej priložnosti Pediatrični kliniki v Ljubljani in Kliniki za pediatrijo v Mariboru podarila oziroma donirala tudi večja sredstva v višini čez 130 000 evrov. Pro bono dan je namenjen vsem, ki si zaradi bodisi socialnega položaja, bodisi finančne situacije pravne pomoči ne morejo privoščiti vedno, ko bi to želeli oziroma to potrebovali. Na ta način seveda lažje pridejo do ustreznega nasveta, ki ga dobijo pri slovenskih odvetnikih tega dne, to je 19. decembra letos. Odvetniki bomo nasvete nudili v Pomurju v odvetniških pisarnah, drugje po Sloveniji pa nekje tudi v prostorih občin, v Ljubljani pa celo na mirujočih avtobusih avtobusnega prometa. Seveda, pro bono dan ni namenjen temu, da bi analizirali in proučevali kompleksno celotno pravno situacijo. Namenjen je temu, da ljudem povemo osnovne stvari, torej kaj je v zadevi smiselno ali potrebno narediti, do kdaj je to potrebno narediti, kakšni stroški so s tem povezani in podobno. K nam prihajajo ljudje z različnimi problemi, v glavnem so to problemi z družinskega življenja, z področja stvarnega prava, dednopravnih razmerij in podobno. Skratka, iz vsakodnevnih situacij, ki jih ljudje doživljajo, tudi ko so pahnjeni v marsikatero stisko, bodisi zaradi izvršilnega postopka, bodisi zaradi kakšnih drugih početij, zaradi katerih so v stiski ali ogroženi. Letos v Pomurju brezplačne nasvete deli 22 odvetnikov, kar je dobra polovica, v celotni Sloveniji pa med 500 in 600, kar je praktično 1/3 vseh odvetnikov. Seveda z veseljem pomagamo vsem, ki pomoč potrebujejo, vedno zelo radi zagovarjamo in pomagamo socialno šibkejšim in ogroženim, ki si sicer pravne pomoči v neki večji ali širši obliki ne morejo privoščiti. Želel bi še poudariti, da je zanimanje za brezplačne pravne nasvete v Pomurju na pro bono dan nekoliko nižje kot drugje po Sloveniji, zlasti v osrednji Sloveniji, ker je nekako iz dolgoletne tradicije izhajajoč običajno, da se osnovne informacije, ki jih podamo strankam v zvezi z njihovimi problemi oziroma primeri, ki jih imajo, ne zaračunavajo.